Pravzaprav ti ni treba leteti na drug planet, da bi videl razgled, ki je videti neresničen. Ja, ker prav tukaj na Zemlji obstajajo kraji, ki so tako zelo nenavadni. Oblike kopnega in vode, ki so videti, kot da jih je oblikovalo neko drugo bitje ali pa prihajajo iz druge dimenzije. Tako kot bela puščava, ki je videti kot sneg sredi vroče Afrike, in gore, ki se zdijo, kot da lebdijo na oblakih. In vsaka izmed njih ima svojo zgodbo in skrivnost, ki jo je sama mati narava izklesala skozi milijone let. V tem videu bomo raziskali in si ogledali najbolj nenavadne kraje na svetu. Pogledi, ob katerih se boš res vprašal, ali je to sploh resnično. Toda preden začnemo, ne pozabi všečkati in se naročiti na naš kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Najlepša hvala in zdaj začnimo. Narodni park Lençóis Maranhenses, Brazilija. To je kraj, kjer bi na prvi pogled mislil, da si na drugem planetu. To je narodni park Lençóis Maranhenses v Braziliji. Na prvi pogled se zdi, kot da si sredi puščave iz sladkorja. Vidiš samo čisto bel pesek. Toda med temi griči je na tisoče kristalno čistih jezer modre in zelene barve. Kar osupljivo je, ker je to kraj, ki izgleda kot puščava. May tubig na kasing linaw ng... Ampak obstaja razlog, zakaj je tako. Vsako leto, od januarja do junija, po tej regiji močno dežuje. In ker voda ne more prodreti skozi peščeno dno, saj je narejeno iz kamnine, ki ne vpija vode, se deževnica zbira med griči, zato nastanejo jezera. V deževni sezoni te lagune dosežejo globino do 3 metre oziroma približno 10 čevljev in postanejo dom ribam, kot je volkova riba. Ko se začne sušno obdobje, voda izgine, vendar ribe ostanejo. Še vedno žive, zakopane pod blatom, čakajo na naslednji dež. Z neba je videti, kot da opazujemo mojstrovino narave. Bel pesek, modra in zelena voda ter sence, ki se premikajo skupaj s soncem. Barve se spreminjajo glede na čas in količino svetlobe. Ob sončnem zahodu so kot vodna ogledala, ki se bleščijo na soncu. Kot tekoči smaragd sredi puščave. Ta kraj je skoraj nedotaknjen s strani modernega sveta. Ni asfaltiranih cest in motorna vozila so v parku prepovedana, da bi zaščitili naravo. Za prihod v notranjost se uporabljajo le terenska vozila ali čolni. Tukaj lahko vidite tudi različne ptice selivke, ki prihajajo vsako leto, pa tudi druge živali, katerih življenje je odvisno od deževne ali sušne sezone. Oblike kopnega in vode se vsako leto spreminjajo. V Lençóisu Maranhensesu lahko doživiš edinstveno kombinacijo puščave in morja. Svet, ki se zdi nemogoč, a je resničen. Kraj na Zemlji, ki je videti, kot da je vzet naravnost iz znanstveno-fantastičnega filma, kjer je narava sama režiser. Wulingyuan slikovito območje, Kitajska. V provinci Hunan na Kitajskem je pokrajina, ki je videti, kot da je vzeta iz znanstveno-fantastičnega filma, slikovito območje Wulingyuan. Tukaj lahko vidiš več kot 3000 visokih kamnitih stebrov, ki izgledajo kot stavbe, ki jih je ustvarila sama narava. Vsak stolp je narejen iz kreminovega peščenjaka, vrste kamnine, ki je nastala pred stotinami milijonov let. Zaradi močnega dežja, vetra in vremena so se doline postopoma izklesale. Ostali so le najtrši deli. Tako so nastali navpični stebri, ki segajo več kot 200 metrov oziroma skoraj 660 čevljev v višino. Od spodaj imaš občutek, kot da si obdan z lebdečimi gorami. In če ti je znan film Avatar, boš morda opazil, da so tukaj vzeli navdih za gore Haleluja. Ja, ena formacija, imenovana Južni nebesni steber, je bila navdih za te gore. Vrhovi stebrov, na njih rastejo majhna drevesa in rastline. Zato izgledajo kot zeleni otoki, ki visijo v zraku. Med njimi pa so slapovi, jame in reke, ki dajejo življenje celotni pokrajini. Zaradi edinstvene lepote tega kraja ga je UNESCO razglasil za svetovno dediščino. Danes so postavili steklene mostove, žičnice in razgledne ploščadi, da lahko turisti doživijo lepoto razgleda. Sem spada tudi priljubljeni most Yangtze-Yaglas. Najvišji in najdaljši stekleni most na svetu. Kljub temu, da je priljubljena destinacija za obiskovalce, je območje še vedno strogo zaščiteno. Število ljudi na dan je omejeno, strogo pa se izvaja tudi ravnanje z odpadki, da bi ohranili čistočo in naravno podobo kraja.
Ko zjutraj pade megla, okolica izgleda kot morje oblakov in kamni se zdijo, kot da lebdijo na nebu. V tistih trenutkih ne veš več, ali si še vedno na Zemlji, ali pa si že na drugem planetu, ki ga je ustvarila narava. Pamukkale, Turčija. V državi Turčija je razgled, ki je videti, kot da je iz snega. Pamukkale v turškem jeziku pomeni grad iz bombaža. To lahko najdete v jugozahodnem delu države in je znano po belih terasah, ki se spuščajo po pobočju gore. To niso ledene površine, ampak travertin, bel kamen, ki je nastajal tisoče let iz vročih vrelcev, bogatih s kalcijevim karbonatom. Ko voda teče in se ohlaja, pušča za seboj debelo plast. Bel kamen, ki sčasoma postane kot kristalne stopnice. Voda, ki tu privre na dan, ima temperaturo od 95 do 212 stopinj Fahrenheita. Zato, čeprav izgleda hladno, je voda, ki teče po terasah, vroča. Že od rimskih časov je Pamukkale znan kot zdravilni spa. Ob njem leži starodavno mesto Hierapolis, ki je bilo zgrajeno na vrhu teras. Tukaj najdemo ostanke templjev in veliko gledališče, ki dokazuje bogastvo in zgodovino kraja. Zaradi izjemne lepote je bil razglašen za UNESCOvo svetovno dediščino. Vendar je bil skoraj uničen v 20. stoletju. Takrat so namreč zgradili hotele kar na vrhu teras in dovolili ljudem, da plavajo kjerkoli. Zaradi tega je sijaj belih kamnov postopoma izginil. Ko se je vlada odločila zapreti hotele in zaostriti predpise, je Pamukkale postopoma povrnila svojo nekdanjo lepoto. Danes lahko še vedno hodite bosi po terasah, vendar le na določenih delih, da bi jih zaščitili, medtem ko obiskovalci doživljajo edinstveno toploto vode. Ko sonce posije nanje, voda na beli skali zasije modrikasto in srebrno. Oddaleč izgleda kot ledena gora, obsijana svetlobo. Toda ko začutiš toploto iz naravnih vrelcev, šele takrat se zaveš, da to ni sneg, ampak umetnina narave, ki je videti kot iz drugega planeta. Fly Geyser, Združene države. Sredi puščave Nevade je nenavaden prizor, kot da ga je ustvarilo bitje z drugega planeta. Fly Geyser ni popolnoma naraven, niti popolnoma umetno ustvarjen. Nastala je leta 1964, ko je podjetje za geotermalno energijo izvrtalo vrtino. Našli so toplo vodo, vendar ni bila dovolj za proizvodnjo energije. Pustili so odprto luknjo in od takrat voda neprestano teče iz nje. Vroča voda je polna mineralov. Ko se voda ohlaja, odlaga kalcijev karbonat in druge minerale okoli odprtine, dokler se ni oblikoval nenavaden krater v obliki nezemeljskega stolpa. Najbolj osupljive pa so barve. Živahne rdeče, rumene in zelene barve. Ustvarile so jih termofilne alge. To so vrste rastlin, ki rastejo v vroči vodi polni mineralov. Pod puščavskim soncem sije gejzir, ki je kot živa umetnost. Teče in se nenehno spreminja. Čeprav je majhen, visok približno 1,5 metra, neprestano bruha vročo vodo, ki ustvarja terasasta jezera naokoli. Zgornji pogled razkriva kroge in valovite barve kot abstraktna slika sredi sušne puščave. Danes je Fly Geyser v lasti organizacije Burning Man Project, ki ga je kupil leta 2016, da bi ga zaščitil in preprečil njegovo uničenje. Dostop javnosti je omejen in dovoljenih je le nekaj vodenih ogledov na leto, da bi zaščitili krhko strukturo. Če bi to videl osebno, bi pomislil, da to sploh ne bi smelo obstajati na tem svetu. Živa skulptura ognja, vode in časa, ki je nenamerno izbruhnila izpod zemlje. Dead Flay, Namibija. Sredi narodnega parka Namib Okloof v Namibiji je prizor, ki je videti kot naravnost iz znanstveno-fantastičnega filma Dead Flay ali Mrtvo jezero. V davnih časih je bila to peščena dolina, skozi katero je tekla reka. Ob močnem deževju se je tu oblikovalo plitvo jezero, kjer so rasla drevesa vrste kameljega trna. Vse pa se je spremenilo, ko so reko popolnoma zajezile peščene sipine in je voda postopoma izginila. Drevesa so umrla, a vendar niso zgnila, ker je zrak izjemno suh. Namesto tega so ostala pokončna 600 let, suha in temna, kot sence ujete v času. Tu je bela glinena kotanja, obdana pa je z nekaterimi najvišjimi peščenimi sipinami na svetu.
Dosegajo skoraj 300 metrov višine. Ko sonce obsije, pesek postane živo rdeč in oranžen, medtem ko zemlja pod črnimi drevesi ostane bela. Ko pogledaš, je kot slika. Barve so tako intenzivne, da so skoraj neverjetne. V tišini puščave slišiš le veter in svoj lasten dih. Ni ptic, ni insektov, le sledi preteklosti so ostale. Kljub temu, da je videti mrtva, tu še vedno živijo nekatera bitja. Oriksi, noji in majhne živali, ki so se naučile preživeti brez vode. Dead Blay je dokaz, da tudi na najbolj neusmiljenih krajih obstaja posebna oblika vode. Danes je to ena najbolj priljubljenih destinacij za fotografe. Kontrast barv in oblik ustvarja podobo, ki je videti kot delo slikarja, ne pa narave. Ob vsakem pogledu imaš občutek, kot da hodiš po drugem planetu. Tiho, skrivnostno in brez življenja, a izjemno lepo. Nacionalni spomenik Vermilion Cliffs, Združene države Amerike. Na meji med Arizono in Utahom se nahaja razgled, ki je kot slika in skoraj ne deluje naraven. Nacionalni spomenik Vermilion Cliffs. Obsega skoraj 300.000 hektarjev rdečega kamna, visokih pečin in gričev s črtastimi barvami, kot da bi jih narisala roka umetnika. Pod sončno svetlobo se njegove barve spreminjajo, od nežno rožnate do globoke orhideje. Eden najbolj znanih belov tukaj je The Wave, kamnita formacija z valovitimi krivuljami in črtami, ki izgledajo, kot da so jih narisali štopičem. Ko sonce posije nanje, se črte bleščijo kot tekoča voda v puščavi. Zaradi izjemne priljubljenosti je treba najprej zmagati na dnevnem žrebanju za dovolilnice, preden lahko vstopite, da bi ohranili varnost krhke formacije. Poleg The Wave je tam tudi White Pocket, ki je znan po eni zamenjavi v Paria Canyonu, dolgem prehodu tesnih kanjonov v obliki rež, ki so kot hodniki naravne katedrale. Zaradi obsežnosti in odmaknjene lokacije, Vermilion Cliffs tukaj skoraj da ni sodobne infrastrukture. Ni asfaltiranih cest, ni signala, redko pa srečaš kakšnega človeka. Da prideš tja, potrebuješ vozilo s 4-kolesnim pogonom in dobre navigacijske sposobnosti. Toda za tiste, ki pridejo tja, je to kot drug svet, tih planet, ki sta ga veter in čas oblikovala milijone let. Tukaj se zaveš, kako izjemna je narava pri ustvarjanju lepote, tudi brez človeške umetnosti. Pod vročim soncem, ko svetloba zadene rdeči kamen, celoten razgled postane kot živo platno. To je dokaz, da obstajajo kraji na tem svetu, ki so bolj nadrealistični kot domišljija. Regija Rotorua, Nova Zelandija. Na severnem otoku Nove Zelandije je regija Rotorua, ki se zdi, kot da vedno vre. To je eno najbolj aktivnih geotermalnih območij na svetu in že na prvi pogled daje vtis, kot da si na drugem planetu. Okoli mesta lahko vidiš dim, ki prihaja iz zemlje, vrelo blato in vroče izvire z živahnimi barvami. Od modre in zelene do oranžne in rumene. Ta nenavaden razgled je res nekaj posebnega. To je posledica magme, ki se je približala površju zemlje, segreva vodo pod zemljo in ustvarja stotine termalnih odprtin. Ena najbolj znanih znamenitosti tukaj je termalna čudežna dežela Waiota-Pu Park, kjer minerali v vodi ustvarjajo skoraj nadrealne barve. Na primer, Champagne Pool ima globoko turkizno vodo, obdano z oranžnim robom, ki ga povzročajo arzen in antimonovi sulfidi. Obstaja tudi umetnikova paleta. Gre za teraso, ki spreminja barvo glede na tok vode. Poleg tega se tukaj nahaja tudi gejzir Pohutu, največji aktivni gejzir na južni polobli, ki ob izbruhu doseže višino do 30 metrov. Toda pa Rotorua ni posebna samo zaradi razgleda. Je tudi del kulture Maorov, avtohtonih prebivalcev, ki tukaj živijo že stoletja. Toplo vodo uporabljajo ne samo za kopanje, ampak tudi za kuhanje. V nekaterih parkih in skupnostih še vedno uporabljajo naravne izvire za kuhanje in kopanje. Vonj po žveplu, zvok vrele blata in dim, ki prihaja iz zemlje, vse to daje občutek, kot da hodiš po živem planetu. Kraj, kjer se zdi, da vsak kamen, voda in para dihajo. Salar de Uyuni, Bolivija. Na jugozahodnem delu Bolivije se nahaja največja solna ravnica na svetu, Salar de Uyuni.
Predstavljaj si kraj, ki je skoraj 4000 kvadratnih milj velik, kjer je tla prekrita s soljo in kjer ni videti nobenih meja. Ko pogledaš naokoli, imaš občutek, kot da stojiš na vrhu ogromnega ogledala. Vsakokrat v sušni sezoni lahko vidiš milijone heksagonalnih vzorcev soli, ki jih je ustvarila naravna kristalizacija. Toda v deževni sezoni je to prekrito s čisto vodo, ki postane popolno ogledalo, zato se zdi, kot da sta nebo in zemlja eno. Počutiš se, kot da lebdiš sredi oblakov, razgled je tako nadrealističen kot prizor iz znanstveno-fantastičnega filma. Salar de Uyuni je bil nekoč del starodavnih jezer, ki so se postopoma izsušila pred 10 000 leti. Pod njegovo debelo skorjo se skriva slanica, bogata z litijem, ki je vir velikega dela svetovne zaloge litija, ključne sestavine baterij sodobne tehnologije. Sredi obsežnih nižin so majhni otoki narejeni iz kamna. Najbolj priljubljen med njimi je otok Incahuasi, na katerem rastejo velikanske kaktusi, ki dosežejo več kot 9 metrov višine. Zjutraj sonce obsije sol in kaktuse, celotna okolica pa zasije kot kristal. Zaradi njegove edinstvene lepote tisoči turistov in fotografov vsako leto prihajajo sem. Uporablja se tudi kot lokacija za filme in reklame, ki želijo prikazati futuristične ali nezemeljske pokrajine. A vendarle, poleg svojega videza, Salar de Uyuni spominja na to, kako edinstveno je narava oblikovala naš svet. Kraj, ki se zdi nemogoč, a v resnici obstaja. Pod soncem, ko se nebo odseva na slani površini, imaš občutek, kot da stojiš med zemljo in nebom. Geološki park Zangye Dengxia, Kitajska. V provinci Gansu na Kitajskem obstaja pokrajina, ki je videti, kot da jo je narisal Bog z vsemi barvami na paleti. To je geološki park Zangye Dengxia Landform. Ko pogledaš tukaj, vidiš gore in pečine s črtami rdeče, rumene, modre, zelene in oranžne barve. Videti je kot ogromno poslikano platno, ki sega do obzorja, toda za to lepoto stoji na milijone let. Naravni proces. Rdeči peščenjak in mineralne usedline, ki so se nabirale in strjevale 20 milijonov let. Skozi čas sta veter in dež postala njena kiparija. Postopoma sta oblikovala hribe, pečine in doline, dokler niso nastale oblike in črte, ki jih vidimo danes. Železo oksid daje rdečo barvo, medtem ko bakrov sulfat in druge minerale povzročajo zelene in rumene črte. Po dežju postanejo še bolj žive. Barve so skoraj takšne, kot da bi svetloba prihajala neposredno iz zemlje. Ob sončnem vzhodu in zahodu se sence in barve spreminjajo, zato je vsak trenutek druga mojstrovina. Da bi zaščitile kraj, so oblasti postavile lesene sprehajalne poti in razgledne ploščadi, da si obiskovalci lahko ogledajo območje, ne da bi poškodovali naravne kamnine. In prav zaradi tega je to ena najbolj priljubljenih destinacij za fotografe in turiste po vsej Kitajski. Ko stojiš sredi Jiangdangxia, se zdi, kot da ne veš več, kje se konča resničnost in začne domišljija. To je opomnik, da ti ni treba gledati na druge planete, da bi videl takšno skrivnost. Včasih je dovolj, da pogledaš kar na našo zemljo. Kapadošija, Turčija. Sredi anatolskega višavja v Turčiji je kraj, ki je videti, kot da ga je oblikovala domišljija. Kapadošija. Kraljestvo kamna in zgodovine, ki se zdi, kot da ne pripada temu svetu. Tukaj lahko vidiš nenavadne kamnite formacije, imenovane vilinski dimniki. Visoki kamniti stolpi z okroglimi pokrovi na vrhu, kot klobuki škratov. A več kot le videz, ti kamni nosijo tisoče let zgodb. Več kot 60 milijonov let nazaj so izbruhnili starodavni vulkani, kot sta gora Erčes in gora Hasan, ki sta izbruhala debelo plast pepela in lave. Pepel se je strdil in postal mehka kamnina, imenovana tuf, ki jo je enostavno izklesati. Starodavni ljudje so tukaj našli zatočišče, saj so si dobesedno izklesali svoje domove v skalo. Tukaj najdemo tudi podzemna mesta, kot je Derinkuju, izjemno globoko mesto z 18 nadstropji pod zemljo. Lahko sprejme do 20 000 ljudi skupaj z njihovimi živalmi. Ima kuhinje, shrambe, prezračevanje in skrivne prehode. Pravi čudež starodavnega inženirstva. Na vrhu pa se nahaja muzej na prostem Göreme, kjer lahko vidite cerkve in samostane, ki so prav tako vklesani v skalo. Njene stene krasijo freske, ki prikazujejo prizore iz Svetega pisma. Nastale so med 10. in 12. stoletjem.
Ngayon kilala ang Cappadocia. Kot ena najlepših destinacij na svetu, vsako jutro na stotine toplozračnih balonov hkrati leti nad dolinami. Razgled kot iz sanj. Medtem ko hodiš po dolinah Love Valley, Rose Valley ali Pigeon Valley, imaš občutek, kot da si se vrnil v drug čas ali pa si na drugem planetu. Tukaj so se zgodovina, narava in čudeži združili, da so ustvarili kraj, ki ni le nenavaden, ampak resnično skrivnosten. Glasba gora. Roraima, Venezuela, Brazilija in Guadalajara. Na meji Venezuele, Brazilije in Gvajane stoji gora, ki je videti kot orjaška miza postavljena v oblake. Gora Roraima. To je ena najbolj osupljivih naravnih tvorb na svetu in jo pogosto primerjajo z razgledom na drug planet. Njegov vrh dosega skoraj 9200 čevljev, kjer je poseben svet, hladno, megleno in skoraj vse leto zavito v oblake. Kamni, ki sestavljajo goro Roraima, so med najstarejšimi na svetu, saj so stari skoraj 2 milijardi let. Nekoč je bil to del obsežne peščenjakove planote, a sta veter in dež skozi čas počasi razdelila območje, dokler niso ostale gore z ravnimi vrhovi, imenovane tepuji, otoki na nebu. Tukaj ni edinstven samo razgled, ampak tudi bitja, ki tu živijo. Na vrhu rastejo mesojede rastline, kot so vrčnice in rosike, ki jedo žuželke, da preživijo. Tukaj so mahovi, majhni grmički in nekatere edinstvene vrste, ki jih najdemo samo tukaj na svetu. Za domača ljudstva Pemon in Capon je ta gora sveta. Po njihovi legendi je gora Roraima štor velikanskega drevesa, ki je nekoč vsebovalo vse sadeže in rastline na svetu. Bog je podrl deblo drevesa in to se je spremenilo v tepuje, ravne gore, ki so se razširile po regiji. Danes spada med zaščitena območja in UNESCO-ve svetovne dediščine zaradi svoje edinstvene ekologije in kulture. Toda, čeprav se nanj vzpenjajo turisti, ostaja eno najbolj izoliranih krajev na planetu. Ko prideš na vrh in pogledaš okoli, vidiš oblake, ki se plazijo po robu pečine, ter slapove, ki kot da padajo z neba. Tukaj imaš občutek, kot da si stopil iz zemlje v tih, skrivnosten svet, ki je dolgo časa skrit v oblakih. Bela puščava Egipt. Na zahodnem delu Egipta, približno 45 km od mesta Farafra, se nahaja pokrajina, ki je videti kot z drugega planeta, Bela puščava ali Sahara El Baida. Ko to prvič vidiš, imaš občutek, kot da si pristal v puščavi iz snega. Vendar to ni led, temveč kreda in apnenčaste formacije, ki so nastale pred 80 milijoni leti, ko je bilo to območje še del starodavnega morja. Sčasoma, ko se je voda umikala, je za seboj pustila debene plasti kalcijevega karbonata, ki so jih postopoma oblikovali veter in pesek. Veter tukaj je pravi kipar. S svojim nenehnim pihanjem je počasi izklesal kamnine, dokler niso nastale nenavadne oblike. Nekatere imajo obliko gob, živali ali nenavadnih bitij. Obstaja celo ena formacija, ki jo imenujejo piščanec in goba, zaradi njene nenavadne oblike. Podnevi okolico preplavijo živo, bele in srebrne barve zaradi sončne svetlobe. Toda pa po noči, ko posije mesečina, celotna puščava zasije kot morje kristalov. To je prizor, ki je skoraj neverjeten. Tiho, prostrano in sanjsko. Bela puščava je del Narodnega parka Bele puščave. Zaščitenega območja je bilo ustanovljeno leta 2002 za ohranitev teh formacij. Tukaj lahko najdemo tudi sledi starodavnih ljudi. Orodja in kraje, ki so jih uporabljala nomadska plemena, minilo je že veliko let. Obstaja tudi majhna skupnost v oazi Farafra, kjer prebivalci gojijo olive, datlje in druge rastline. Uporabljajo vodo iz podzemnih vodonosnikov. Sredi suhe pokrajine so kot živi dokaz, da lahko človek preživi tudi sredi ničesar. Danes je to priljubljena destinacija za puščavske safarije. Turisti pogosto preživijo noč tukaj pod zvezdami. Spijo med belimi kamni, kot čuvaj časa. In če želiš doživeti občutek potovanja na drug planet, ne da bi zapustil Zemljo, je dovolj, da greš v Belo puščavo, kjer se zdi, da sta tišina in lepota obstali v času.